Spoštovane državljanke in državljani, drage prebivalke in prebivalci naše lepe Slovenije. Na upor Slovenk in Slovencev proti okupatorju v drugi svetovni vojni, ki se ga spominjamo danes, moramo biti neizmerno ponosni. Pogum, požrtvovalnost, odločnost in tovarištvo bork in borcev so namreč omogočili obstoj slovenskega naroda ter postavili tudi odločilen temelj za ustanovitev naše samostojne države. Narodno-osvobodilni upor se je začel tiho in preudarno, nato pa z vse bolj odločnimi in vidnimi koraki, ki so se glasno slišali na poti upora proti nacizmu in fašizmu. Od osvobodilne fronte do osamosvojitvene vojne je bila moč slovenskega upora in odpora ravno v tem, da je presegala razredne in generacijske ločnice. Spomin na pomembne dogodke iz slovenske zgodovine je treba ohranjati in negovati. Zato moramo mlade ozaveščati o pomenu prehojene poti, ki je vodila v samostojnost naše države, in jim hkrati položiti na srce, da je mogoče probleme reševati drugače, ne le z oboroženimi spopadi. Letos je Kajuhovo leto. Leto pesnika, ki je pustil veliko strani nepopisanih, ker je pod streli okupatorja umrl star komaj 21 let. Naj zaključim z njegovim verzom. Tako pa še živimo, čeprav nas je milijon samo. Zdahnili bi, da ne trpimo, z uporno dvignjeno glavo. Smrt vsem fašizmom in svoboda vsem narodom.